Poslušate Radio Kranj, Igor sem vaša družba. 22. avgusta bo v Kranju zanimiv tek. 6-12-urni tek po ulicah Kranja. Organizator je atletski klub Ultramaraton Slovenija, z nami je pa predstavnica organizatorjev Maja Rigač. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. No, tale tek sicer organizirate že četrtič, ne bo pa prvič v Kranju. Mogoče nekaj osnovnih podatkov, se pravi 6 in 12 ur dejansko bo treba kar preteči. Saj ne nazadnje ste vi z Ultramaratona Slovenija. Tako je. Gre za slovenski 12-urni tek, ki bo drugič v Kranju. V Kranj smo ga pa predstavili zato, ker so v bistvu iz Kranja izvirajo pionirji ultramaratona, kot so Dušan Mravle, Duško Hribernik, Kavka, Marko Dovjak, Pavel Močnik. Leta 2019 je bila prva izvedba v Kranju. Odziv tekačev in navijačev, meščanov in meščank Kranja je bil res izvrsten, vsi so bili navdušeni. V Kranju je bilo polno gledalcev. Tako da se nadejamo, da bo letošnja izvedba še boljša in upamo, da bo prišlo v Kranj še več gledalcev in navijačev. Mogoče lahko poveste traso, kje bo ta tek potekal? Ja, glavno prizorišče je na glavnem trgu v Vodnjaku. Tam je štartno-ciljni prostor in potem tekači tečejo proti Pungartu, mimo Pavšlerjeve hiše, mestne hiše, mimo cerkve Svetega Kancijana in potem zavijajo levo na Tavčarjevo ulico, mimo tržnice in mitničarske hiše do Majstrovega trga, potem zavijajo desno proti mestni knjižnici Kranj in grejo okoli knjižnice, po intervencijski poti nazaj na Majstrov trg in na Prešernovo ulico in so zopet v štartno-ciljnem prostoru pri Vodnjaku. In se pravi, gre za krožno traso, ki je dolga 1292 metrov in ima mednarodni certifikat. Če se postavimo v kožo tekačev, je to kaj ubijajoče, ker je ta krožna trasa in te kroge nabirajo pravzaprav nekateri 12 ur? Ja, gre v bistvu res za dolg tek, izjemno naporen, je pa mogoče prednost krožne trase ta, da se pač vsakih 1300 metrov lahko ustavijo oziroma na štartno-ciljnem prostoru bojo bogato založene ukrepčevalnice in veseli prostovoljci, ki bojo pač pripravljeni pomagati, tako da jim bo že to olajšalo mogoče to krožno traso. No, o 6-12-urnem teku v Kranju bova govorila po glasbenem predahu še naprej. Z nami pa je Maja Rigač, predstavnica organizatorjev atletskega kluba Ultramaraton Slovenija. Poslušate Radio Kranj, še vedno se pogovarjamo o 6-12-urnem teku v Kranju, ki bo 22. avgusta. Z nami pa je Maja Rigač, predstavnica atletskega kluba Ultramaraton Slovenija. Kakšen bo sam program? V soboto od 19. ure dalje bo na glavnem trgu prevzem štartnih paketov. Medtem se bo postavljalo prizorišče. V nedeljo se pa v bistvu začne program že zelo zgodaj in sicer ob 5:15 uri imajo tekači in pač prostovoljci in spremstvo tekačev na voljo brezplačno testiranje, ker zdaj morajo biti športniki oziroma tekači in organizatorji morajo izpolnjevati PCT pogoje in tisti, ki niso cepljeni in preboleli, smo se pač dogovorili, da tekačem ponudimo na samem listu mesta pred štartom brezplačno testiranje. Potem je pa ob 7. uri štart 12-urnega teka, ob 13. uri je štart 6-urnega teka, ob 19. je zaključek obeh tekov in potem podelitev nagrad in pokalov najboljšim. Kako je s prijavami? Videl sem, da kar nekaj tekmovalcev je že prijavljenih, tudi malo mednarodna zasedba delno, ampak vseeno se še da prijaviti, se mi zdi, da do jutri, ne? Tako je. Zaenkrat imamo prijavljenih čez 90 tekačev, prihajajo tudi iz drugih držav, kot so Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna Gora. Pričakujemo še nekaj tujcev, ki seveda odlašajo do zadnjega trenutka, ali kako bo z prehajanjem meja. Prijave pa sprejemamo do jutrija. So kakšne omejitve pri samih prijavah? Kdo se lahko teče?
Ne, omejitev ni, pač razen polnoletni tekači morajo biti, ker gre pač res za dolgotrajne izjemne napore in pač imamo samo to omejitev. Bojo pa na samem prizorišču bo za zdravstveno oskrbo skrbela Slovenska vojska, potem na okrepčevalnicah, kot sem rekla, bojo prostovoljci. Na sami progi bo zadostno število rediteljev, ki bojo usmerjali oziroma pač varovali progo, tako da meščane in meščanke Kranja lepo prosimo za strpnost ta dan, če jim bo nekoliko oviran dostop do njihovih domov kot običajno, jih pa zelo lepo in ljudno vabimo, da pridejo navijati, ker bo vzdušje na tekmi še toliko boljše, če se bojo udeležili in navijali za njih. Maja Rigač z atletskega kluba Ultramaraton Slovenija je z nami. Še se slišiva po glasbenem predahu. Na Radiu Kranj še vedno govorimo o 6 in 12-urnem teku v Kranju, ki bo v nedeljo 22. avgusta. Z nami pa je Maja Rigač z atletskega kluba Ultramaraton Slovenija. Maja, še to me zanima, prej ste omenili znane ultramaratonske tekače kranjske, so tudi oni kaj zraven pri sami organizaciji, mogoče pomagajo kot reditelji ali kaj podobnega? Ja, v samo organizacijsko ekipo so vključeni tekači, delajo na okrepčevalnicah, tako da res poznajo tekmo in tekmovanje, kaj to pomeni teči 6 ali pa 12 ur. Tekma ima res dušo, povezovalec bo recimo tudi znan bosonogi tekač Marko Roblek. Med navijači bomo videli tudi Dušana Mravleta. Lahko pa povem še, da je soorganizator te prireditve Zavod za turizem in kulturo Kranj. Imamo tudi podporo Mestne občine Kranj in Atletske zveze Slovenije, tako da si res obetamo tekmo na vrhunskem nivoju. Je morda kakšno tako zanimivo, znano tekaško ime že na štartni listi? Ja, med prijavljenimi so seveda najboljši ultramaratonci, kot so na primer Nataša Robnik, potem je Mirko Bogomir Miklič in še kar nekaj znanih, in slovenskih in tujih ultramaratoncev. Skratka, bo treba priti v nedeljo pogledati, pa bomo vse videli. Dejansko zanimiva zadeva, glede na to, da je krožni tek, bo marsikaj videti in hitro bodo tekmovalci odtekli te kroge. Mogoče še tako, kot zanimivost, koliko pretečejo recimo v 12 urah, običajno? Tam čez 120-130 km najboljši. Super. Za konec lahko še enkrat povabiva morda vse tiste, ki bi želeli teči, da se vam prijavijo do jutri, ne? In pa tako vse ostale. Atletski klub Ultramaraton ljudno vabi vse tekače, ki se še niso prijavili, da se prijavijo na 6 ali 12 ur tek, mogoče tudi spodbudati za tiste, ki še niso pretekli take razdalje, da se lahko letos prvič podajo na tako razdaljo. Mi jim obljubljamo našo pomoč, podporo in jim bomo pomagali pri doseganju njihovih osebnih ciljev. In pa seveda vljudno vabimo vse meščane in meščanke Kranja in vse gledalce, da pridejo navijati in s tem pomagati tekačom, da lažje dosežejo svoje cilje. Želim vam ugodno vreme za tek, pravzaprav kakšno deževje niti ni taka ovira, mogoče bolj za organizatorje kot za tekače. Za tekače še mogoče kdaj fina prha, ampak mislim, da se obeta sončno vreme. No, držimo pesti, da bo tako. Maja Rigač z atletskega kluba Ultramaraton Slovenija, najlepša hvala in uspešno izvedbo. Hvala tudi vam in se vidimo v nedeljo 22. avgusta v Kranju.